Prav lepo pozdravljeni. Vsakeč, ko pridete v dvorano, je malo drugače, ne? Ni še končano, gre proti koncu počasi. Zdaj še čakajo še luči, pa še tele zavese ob strani se bojo še dopolnile, tako da počasi dobivate občutek, da bo malo bolj kulturna dvorana. Prav lepo med nami pozdravljam dr. Marijo Stanonik, pa dr. Ignacio Fridl-Jarc, pa Lukata, ki bo igral, pa tudi vas, ki ste se odločili, da ta večer skupaj preživimo ob poeziji, da bi tudi začutili tisti čas in pa hkrati, da bi tudi lahko rekli, kako velike umetnike smo imeli in Bog ne daj več takih vojn. Bomo sedaj najprej za vse žrtve vojne, najprej druge svetovne vojne, pa potem tudi vseh vojn, ki so sedaj vrstijo v Ukrajini, Palestini, v Gazi in še drugod po svetu. Bog se nas usmili, pa molimo za vse te žrtve. V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, osvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Gospod, daj vsem rajnim večni mir in pokoj, naj počivajo v miru. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Tako da za Ignacija bo vodila, ne? Tako da res lepo pozdravljeni. Na stopnju smo se enkrat prvič srečali. Sem prav vesel, da ste danes tukaj z nami. Marija je pa rojakinja, ne? Moja rojakinja, sem tudi vesel, ponosen, ne? Da je tudi žirovka, tudi ona rada reče, da je žirovka. Tako kot marsikakšen Belokranjc, reče, da je Belokranjc. In je to zelo dobro, ne? To dobro je na duši. Tako da sem tudi vesel, da ste tudi v teh Kranjcih prišli. Lepo. Luka, boste vi kar nadaljevali, bom kar predajem besedo, pa Bog ne blagoslovi ta večer. Hvala vam. Spoštovane, spoštovani, prav lep dober večer tudi v najinem imenu. V imenu, prosim. Spoštovane, spoštovani, prav lepo pozdravljeni tudi v najinem imenu. Torej v imenu profesorice, akademikinje, profesorice, dvojne doktorice, gospe Marije Stanonik in mene, ki prihajam iz Slovenske Matice. Danes, ko se spominjamo povišanja Svetega križa, prav danes bomo govorili o tistih ljudeh, ki na svojem grobu križa nimajo. Na njihovem grobu pogosto ni napisanega niti imena. Zato smo simbolno naslovili današnjo knjigo Brez križa in imena. Danes
se bomo torej, kakor v molitvi, za katero se iskreno zahvaljujem gospodu župniku, poskušali spomniti vseh teh ljudi. Spomniti njihovega človeškega dostojanstva, spomniti na njihovo izjemno ustvarjalnost, spomniti na to, kaj vse je Slovenija izgubila. In res iskrena zahvala na tem mestu akademikini, profesorici, vojni doktorici Mariji Stanonik, ki že leta in desetletja zbira gradivo z vseh strani vojne vihre. Zato, da bi pokazala, kako je umetnost edina, ki povezuje in združuje tudi takrat, ko stojimo z mitraljezi, puškami, drug na drugi strani. Beseda, klena, slovenska beseda, pa je tista, ki jo je vedno odpirala Slovenska matica. Ne vem, koliko vas je za Slovensko matico slišalo. Letos praznuje svoj 160. rojstni dan. To je druga najstarejša slovenska založba in to je najstarejše slovensko kulturno in znanstveno društvo. Pa vendarle pogosto pozabljamo nanj. In ni prav tako. Samo stopimo 150 let nazaj, v čas, ko Slovenci nismo imeli ne svojih učbenikov v slovenskem jeziku, ne svoje univerze, ne svoje akademije. Bil je to čas, ki se ga je škof Anton Martin Slomšek tako zelo zavedal, da je ves čas poudarjal, treba je ustanoviti tudi založbo, ki bo izdajala zahtevnejša besedila. In na njegovo pobudo so se o praznovanju tisočletnice prihoda svetega Cirila in Metoda v naše kraje zbrali mariborski rodoljubi in dali pobudo Ljubljančanom, da se taka založba končno ustanovi. In potem je Slovenska matica bila tista, ki je izdajala slovenske učbenike, ki je prva utrdila slovenščino kot znanstveni jezik z izdajanjem znanstvenih besedil v slovenščini, ki je izdajala najstarejše slovenske knjižne zbirke in ki je nenazadnje v veliki meri po zaslugi predsednika Frana Levca, ki je Cankarjev kot profesor na realki vzpodbujal k ustvarjanju, dosegla, da je v samo 8 letih Ivan Cankar pri Slovenski matici izdal kar 10 svojih del, med njimi roman Martin Kačur Na klancu in tako dalje. Slovenska matica je bila tudi tista, ki je v jeklenih časih komunizma in socializma, v času, ko Boris Pahor ni smel prestopiti meje v našo državo zato, ker je objavil intervju z Edvardom Kozbekom o povojnih pobojih, v tistem času postala hišna založba Borisa Pahorja. In danes, ko poskušamo na nek način še vedno zabrisati spomin na vse, ki so v slovenščini ustvarjali in pisali, zabrisati spomin zato, ker morda niso bili idejno, miselno na tisti pravi strani, ki jo eden ali drugi priznava, je naloga Slovenske matice, da ohranja tudi ta spomin in da je opomin slovenstvu, da smo vsi, prav sleherni Slovenec, vredni človeškega dostojanstva. Da smo vredni križa na svojem grobu in, kakor bi rekla Antigona, peščice posute zemlje.
ki daje tistemu, ki je umrl, dostojanstvo. In vse to dela naša današnja gostja, ki jo bom v nadaljevanju predstavila. Akademikinja, doktorica Marija Stanonik, se je rodila leta 1947 v Dobračevi pri Žireh. Magistrirala iz etnologije, doktorirala iz družbenih, humanističnih, teoloških znanosti z področja filologije, iz literarne znanosti in teologije. Izpopolnjevala se je v tujini in med letoma 1974 do 2012 zaposlila na znanstvenem raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Že od mladih let je predano zbirala vso gradivo, ki se dotika pesnjenja in ustvarjanja med drugo svetovno vojno. Tako je, bodisi samostojno ali skupaj s profesorjem Paternujem, izdala dela o slovenski poeziji strani v času NOB. In hkrati je vedno želela izdati tudi knjigo, kot je povedal tudi gospod Župnik danes, tistih, ki so pisali na drugi strani. To se je uresničilo leta 2022 z izdajo knjige Brez križa in imena. Vmes pa je še zelo veliko ustvarjala. Zasnovala je zbirko Glasovi, ki izhaja od leta 1988 in doslej je išlo kar 47 zvezkov, še več menda, zdaj jih je že 59, imam star podatek, 59 zvezkov, ki povzemajo slovensko ustvarjanje na različnih prostorih Slovenije. Torej glas, slovenski glas, kakor ga slišimo v različnih regijah, prostorih Slovenije. Leta 1997 je izdala tudi pesniško zbirko Raztrgane korenine. Leta 2015 je postala izredna članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti in 2021 tudi redna članica Slovenske akademije. Toliko zgolj in samo za uvod. Da boste vedeli, s kom se bomo danes pogovarjali in kdo je na nek način Slovenski matici pomagal ustvariti in izdati to res zelo pomembno delo. Da pa preden preidemo k besedi in k poeziji, ki je bila vedno povezana z glasbo, pa vabim zdaj na oder našega mladega kitarista, Luko Kavška, ki že 5 let se uči kitaro, je bil tudi zelo uspešen lani, osvojil 3. mesto na državnem tekmovanju iz igranja kitare in zdaj ga vabim, da zaigra prvo skladbo.
Hvala Luki Kavšku za te, bi rekla, radostne ritme, ki jih je zaigral na kitari. Tako zelo lepo je, da danes skupaj s tem, ko govorimo o temnih, temačnih, tudi senčnih plateh slovenske zgodovine, tudi umetnosti in kulture, se z nami druži mladost. Mladi ustvarjalci, ki vendarle dajejo radost vsemu temu. In dajejo morda tudi smisel vsem tistim, ki so izgubili življenja za to, da mi danes lahko tukaj govorimo slovensko in da seveda lahko sploh govorimo. Akademikinja, profesorica, doktorica Marija Stanovnik. Veliko sem omenila knjig, ki ste jih doslej uredili, povezanih s poezijo, ki je nastajala med drugo svetovno vojno. Težke teme so to. Sami ste to dejali, ko ste pripravljali tudi to delo, tih spomin vsem žrtvam boja. Nam lahko morda za uvod v ta pogovor in ta večer poveste, kakšna je teža in kako to težo pri zbiranju takega gradiva in odgovornost prenašate vi. Če dovolite, bi rajši stala, ko bom govorila, ker veliko lažje mi beseda bolje teče. No. Najprej vsi srčno pozdravljeni. Nekateri izmed vas poznam, smo se že srečevali, predvsem posebej pozdravila po profesorico Bogomiro Kure, ki smo skupaj pripravljali 24 ali katero knjigo iz zbirke z glasovi. In prav gledam, če je kakšen obraz tistih študentov, dijakov, ki so z nami sodelovali z vami, nažalost tudi jaz vidim, da ne, ampak delo njihovo je pa ostalo, to je bistveno. Pozdravljam tudi Marto Ljudež, ki smo potovali po Sveti deželi pred davnimi leti na čudovitem romarju s škofom celskim Maksimilijanom Matjažem. Pa še koga, predvsem pa seveda mojega rojaka, Janeza Župnika, vašega. Ko sem edinokrat bila povabljena v osnovno šolo v Žiri, mi je on prvi in edini po moje zastavil neko vprašanje, kakšna je razlika med pripovedko, je rekel, in pravljico. In sem bila začudena na takim drobnim fantičem, da je tako korajžno vprašal. In danes ga pa seveda vidim v njegovem elementu, da je že takrat imel dar nastopanja, pripovedovanja in sem bila zelo ponosna, ko sem odkrila, da se je odločil za Božjo službo. Namreč danes mi res ob tej knjigi zelo veliko pomeni, da lahko gledam tukaj razpelo, ker mislim, da ne more biti lepšega konteksta. Tako, a ne, gospa draga Ignacija, kot je bilo v Crnem grobu, ko nam je zvonil zvon, tisti zvon, pri katerem so našli še edino tolažbo nesrečniki, ki so jih tja pripeljali in potem v naših gozdovih kruto umorili. Lepa k zadevi sami. Jaz se nikoli nisem predstavljala, da bom, lepo že skar lahko rečem, celo življenje se posvečala tej problematiki. Jaz sem namreč šla študirati zato, da se bom posvečala našim rojakom v zamestju in po svetu. In ko sem dobila, ko me je profesor povabil, da bi najprej njegov asistent, potem pa seveda tudi sam profesor, da bi imela diplomske naloge na to temo, sem si rekla, pa bom. Profesor jim seveda človek ne upa, oziroma mojim študent z dežele, študentke so preplašene, zeleno, prav posebej oponirati. Bom že, ampak potem se bom pa res posvetila temi, zaradi česar sem šla študirati. Ne, še danes seveda se s tem ukvarjam in zdaj sem se zelo pomirila, tudi sprijaznila,
ker nekdo mora tudi to početi. In očitno sem bila to jaz, danes po 50 letih, ko se ukvarjam s tem, že lahko tako rečem. Namreč diplomsko nalogo sem namesto 3 mesecev sem jo delala 2 leti in diplomirala 1974 leta. No, veste, koliko časa je zdaj že od tega. Potem smo je povabili, da bi tudi sodelovala pri njegovem projektu Slovenskega nove pesništvo 1945, kot neke vrste nesojena asistentka. Potem se pa zgodba nadaljuje, ne bom šla v to smer. Skratka, jaz sem pri tem ostala zavestno, zato ker ko sem se srečevala z ljudmi, so mi vse sorte pripovedovali. A zdaj so se pa spomnili na nas, pa smo bili čisto pozabljeni in bilo je tako in tako. Veliko strašnih zgodb sem slišala, ampak seveda takrat samo z ene strani, samo z ene. Mene je pa skozi glodalo, kaj pa druga stran, kako pa druga, ampak to seveda pa ni bilo umestno niti vprašati, samo mislila sem lahko na to. In potem se je zgodilo tako, da nisem niti pri tem profesorju niti magistrirala, niti doktorirala, ampak sem magistrirala iz druge teme, na drugem oddelku. Doktorirati sem pošla iz te teme v Zagreb, da ne povem nič drugega naprej. Ravno danes mi je eden od profesorjev rekel, ja, poznam vašo zgodbo. Najbrž veliko več še ve o stvarih, kot sem takrat vedela, jaz pa tudi danes. Ampak to je zdaj mimo. Zavestno sem postala zraven, ker sem čutila se dolžno nekako kot kristjanka, to danes prvič na glas povem, kot kristjanka s to tematiko ukvarjati, ker ne je bilo groza, da smo se kristjani takrat tako slabo obnesli. Jaz takrat nisem nič vedela, kako je bilo na drugi strani. Nič tega, kar danes vemo, ampak da smo se tako slabo obnesli, da smo bili tako vsega krivi. Hvala Bogu, da danes vem marsikaj drugače, ampak dejstvo je, da sem zraven ostala in to se pravi, v zadnji tretjini zadnjega poglavja me je doletela bolezen, za katero nisem potem nič vedela, bom lahko še kdaj kaj pisala, pobrala, meningitis. In to je bilo namreč tudi dejstvo, da sem se ukvarjala s to temo oziroma imela mentorja, kakršnega sem imela. To sem danes prepričana, ampak hvala Bogu, Gospod je bil z menoj, da kar tako rečem, v tem prostoru. In sem po 5 letih pobrisala prah s tistega, ko nisem mogla prej dokončati in dokončala. Ampak pričana sem, da po zaslugi enega duhovnika, da je zame molil. Ni mi tega nikoli rekel, ampak sem prepričana, da je nekdo zame ta namen molil. Zadeva sem potem šla v Zagreb, ker ko sem delala doktorat, nisem nikomur več povedala, kaj delam, ker tisto, kar sem prej delala, je nekdo drug uporabil za svoj referat na svetovnem kongresu. No, jaz sem pa že kar veliko povedala. Ampak hočem povedati to, potem sem se srečevala ta čas tudi veliko seveda s vojaki, slovenskimi fanti, ki so morali postati vojaki v nemški vojski. Tako da je tudi na to temo potem nastala ena knjiga in še bolj ali pa enako, hkrati je pa tudi nastajalo, sem zbirala gradivo za slovenske vojake v italijanski vojski, ko je pa še prej fašizem nastopil v Italiji, in se mi je zdelo nujno, da se tudi njim nekako oddolžim z nekim delom, kakršno že pač je bilo. Namreč, to niso pesmi 1A, to niso pesmi, o katerih piše literarna zgodovina. To so pesmi lahko včasih zelo nebogljene. Recimo slovenski fantje niso imeli več slovenskih šol, so imeli samo italijanske, pa še v teh so se slabo obnašali, ker so imeli doma slovenščino in tako naprej. Ampak, ko jih poberete, ko jih
je pa v njih, se pa čuli tista njihova stiska, bolečina, včasih tudi upor, seveda, grozljivost. Skratka, vse tisto je v teh surovih pesmih, jaz temu rečem, surov material. Vmes so pa seveda tudi zelo kvalitetne, pa glede na to, kako je bil kdo izobražen, kako je imel kdo dar za ustvarjanje, v kakšnih okoliščinah je ustvarjal. To je treba vse to upoštevati, da potem skušala sem nekako primerno, pošteno, čim bolj dobrohotno tudi obravnavati te pesmi. Potem, prav ko je Kozbek odkril, oziroma tudi kot uradni avtor priznal, kaj se je dogajalo, skratka z Borisom Pahorjem, ko sta odkrila to Roško in vseh vrst drugih tragedijo. Jaz najprej nisem mogla verjeti, jaz tega preprosto nisem mogla verjeti in dojeti, ker tega nisem nič vedela o tem, jaz nisem tega vedela. Jaz sem bila vendarle rojena že po drugi svetovni vojni, doma o tem nismo nikoli govorili. Ata pa mama sta najbrž veliko vedela, ampak za zdravje, pa tudi ne vem, iz strahu, skratka, jaz o tem nisem vedela. In mi smo peli, jaz sem zelo z veseljem pela, lepo je v naši domovini biti mlad. Nas me je sram, da sem tako z veseljem to pela, čeprav nisem sama na sebi lepa. In si ne morem oprostiti, da smo jim bili tako zelo zaplankani, rečem, da smo imeli tako napačno predstavo v naši zgodovini, pač danes če rečemo po pretekli zgodovini. No, ko sem pa nekako te vse plati, to se pravi italijansko, nemško, pa partizansko, če nakratko rečem, obdelala, hkrati sem pa zmeraj si želela, da bi mi vendar Gospod dal možnost, da bi obdelala tudi drugo stran. Jaz ne moram hoditi po eni nogi, jaz moram hoditi po obeh nogah, da sem zdrava, da sem normalna. In zaradi tega sem si tako želela, da bi vendar tudi s to knjigo lahko prišla na dan, s tako knjigo, ne to, ampak s tako knjigo. In s kolegico Zdenko Primožič, moram jo omeniti, iz Škofje Loke, ki mi je zelo stala v strani, ko smo zbirali gradivo, smo to delali popolnoma na svojo roko, z najinim denarjem, z najinim časom, z najinim stroški vseh vrst, da smo gradivo zbrali. Nič uradne podpore ni bilo, nič. Vse ni bilo niti zapovedati, se bi nama bolj nagajali, če bi vedeli, kaj imamo pred seboj najbrž, ali pa ne vem, da ne bom komu krivična. No, skratka, potem na prvi strani je bilo vsega skupaj zbranega okrog 12.000 not, 12.000 pesmi takšnih in drugačnih. Od tega sem jih jaz sama, ne da bi se hvalila, zbrala okrog 3.000, več čez 3.000. Na tej strani jih je po vsega skupaj 3.000, ampak od tega jih je objavljenih okrog 300, to se pravi 1/10. Medtem ko z prve strani, da tako govorim, nepolitično, je po 4 knjigah zbranih, to se pravi okrog 1200, to se pravi, da proporcionalno gledano je to čisto primerna primerjava. Dejstvo pa je, da bi teh bilo gotovo tudi veliko več besedil, če bi lahko bila ohranjena. Kje pa so? Kje pa so? Vemo, kje so pokopanja. Stresali so jih, ko so vračali, pa se vede, kam jih vozijo, pa se listki padajo na dan, mi smo tukaj, pa bi tisto najbolj veljalo tudi za marsikakšno pesem. Da ne govorimo o arhivih, v arhivih so bili ti skrbno hranjeni, čeprav pošteno moram povedati, da je tudi druga stran, vsaj v Inštitutu za zgodovino delavskega gibanja, kot se je takrat imenoval, je tudi druga stran dostojno, enako vredno obravnavano kot prva, arhivarsko gledano. Ampak seveda je to veliko manjša količina. No, se je pa dobilo kaj, zdaj ko pišejo novo zgodovino, se pa kje najde skrito, prikrito. Jaz sem si zelo želela, trudila, malo sem tudi zaradi tega šla enkrat v Argentino, sem dobila to priložnost,
da bi rojaki v Argentini mi dali kaj, ampak mi niso zaupali, zato ker sem s prvo stranijo se opadala. Mi niso zaupali. Jaz sem takoj, ko sem končala prvo stran, se povezala z Janezom Stanovnikom, mu razložila kaj, pošteno povedala, da sem na prvi strani delala, da ne bi izgledalo, da se nekaj hinavčim, ampak mi niso zaupali. Razumem človeško, pač razumem, taki so bili časi. No, ampak potem pa, ko smo z Denko že to pripravljali, je pa nastalo vprašanje, kdo mi bo pa sploh to izdal? No, na srečo sem se povezala z matico, ampak ne v ta namen, ampak gospa Ignacija je bila tako močna, pogumna, zato je treba pogumno pa zvestobe vrednotam, da je prižgala zeleno luč pri Slovenski matici. In jaz moram biti zelo počaščena, da je to išlo ravno pri Slovenski matici. Res. In mislim, da vsi avtorji, ki so v knjigi zbrani, da jim je to veliko vteho, da je to gradivo zbrano v tej knjigi in išlo pri taki založbi. To za začetek. A treba še kaj reči? Hvala za ta začetek, za katerega absolutno že zaslužite aplavz, tako za vso delo, ki ste ga opravili doslej, kot seveda tudi za vaš pogum. Vendarle pa smo danes v Črnomlju in tudi tukaj so nastajala dela, pesmi na obeh straneh. Pa bi morda bil zdaj trenutek, da deliva tudi kakšno pesem. Prvo poglavje v vaši knjigi je posvečeno To ni naključje domu in domovini. Pravzaprav je dežela, v kateri živimo, jo vedno povezujemo z našo rodno hišo, tam, kjer smo rojeni, s toplino doma, z domačim ognjiščem. In zato je zelo veliko poezije, ki je nastajala med vojno, posvečeno prav izgubi doma. Metafora uničenja doma je ena najpogostejših, kako je dom prazen, kako je dom požgan. In tako je zapisal Jože Dular. Zapuščen dom. Že leto teče in še več, odkar jih ni. Že drugo zimo burja tu skozi zid ječi. Razbita okna, prazno je vse naokrog. Na ogenj se preselil je iz kota Bog. Ni mize in na postelji ni več rjuh. V omari nič več ne diši rženi kruh. Na oknu davno ovenel je rožmarin. Nihče ne ve, kje oče je, kje hči in sin. Le mati leto in še več v grobu spi. In ves ta čas v razbiti dom nikogar ni. Tukaj iz Bele krajine so na eni strani pisali pesmi, prej sem pregledala, tako nalistala po zbirki Lojzeta Žabkarja. Potem se spomnim, je bil tudi, da mi je pošlo, kar nekaj avtorjev iz prve strani, ali kako naj temu rečem, no. Ampak z te druge je poleg Dularja tudi Benedičič. Ja, pa... To še? Prosim. Papež, a papež je vaših, pa ne, tega nisem vedela. Med vojno ali še po vojni?
To je treba ločiti. Mislim, da je on po vojni pisal v Argentini. Že prej tudi. Ampak tukaj pa nimamo notri papeža. Nimamo. Ne. Mislim, na tega nisem naletela. Evgen Česnik je sprva, sem se spomnila. No, on ima kar veliko jih je bilo. Evgen Česnik se spomnim, ja. Ali imate še kakšno za prebrati? Po domu in domovini morda nekaj. Ja. Kaj ne povem o domu in domovini? Britke so, žalostne so. Kraške, to se pravi s Primorske, so, ne vem, kaj ne povem nekaj, ne vem, to morate vi povedati, ko jih bežete. Nič tako, da ne vem, ker pesmi same govorijo zase, jaz jih v tem primeru ne znam, nimam občutka, da bi bilo treba kaj na novo interpretirati, najboljše, da kakšno še prevedete, no. Dom in domovina sta seveda bili na obeh straneh enako zaželena, enako pesnjena, enako občutena. Zato si nekako sploh ne moremo predstavljati, zakaj in čemu ta razkol, ko vendarle čuti človek enako in iste stvari so mu najljubše in ljubezen čuti do domačih, do doma, do hiše, vsak, ne glede na to, na kateri strani vojne vihre je. Razlika pa je ta, da so nekateri, zlasti tisti seveda, ki jih danes smo zbrali tukaj v tej zbirki, ki so torej bili nekako na drugi strani, kot temu pravimo, morali ta dom, če so preživeli drugo svetovno vojno, tudi zapustiti. Zato je drugi cikel v tej zbirki posvečen po temu pogledu na dom iz tujine. In naj preberem pesem morda Ksaverja Meška V tujini. Ob tihih večerih vse misli v domačemi kraji hiti. Na nebu smehlja se luna, a v meni joka srce. Kdor nikdar ni živel v tujini, samoten, od vseh zapuščen, ne ve, kaj je hrepenenje v nočeh, kako težek je sen. Šumljajo pod hišo gozdovi, ob hiši studenec šumlja, a lepše šumljajo lesovi, mehkeje studenec doma. Mir Božji nad širnim svetom, vsa tiha počiva vas. Da jaz brez miru bedim še, suze mi rosijo obraz. Tu je seveda zapis v Bosni še med vojno, na Palah v Bosni leta 1941. Bi rada povedala te pesmi na Palah, vam to kaj pove? Duhovnikom kaj pove? Skratka, oni spremljajo te sestre, ki imajo danes ime Rimske mučenke. On je bil njihov duhovnik in takrat, ko so jih srpski četniki napadli, je on zbežal po svoje, one so ostale in potem storila mučeniško smrt. In dve od teh sta ena iz Šmarjete, ena pa iz Žužemberka. Smo jih pred leti proslavili kot mučenke, skratka so tudi uradno priznane. In Ksaver Meško kot pisatelj, najbolj tih pisatelj pravijo, nekako po stilu pisanja,
je bil tako rekoč navzoč ob njihovi mučeniški smrti. No. Ja, ko jih je Drina ko so poskakali skozi okno, ko so jih hoteli nečastiti, so poskakali skozi okno in potem jih so polomljeni. Samo ena je ostala, pa še njo so potem jo zaborili, jih je Drina odnesla od te drinske mučenke. V Bosni se je to zgodilo. Tako da ta kontekst te pesmi je zelo, kot je pesem sama ste čutili, ne nič hudega, zelo mirno, zelo ubrano, ampak zadaj je pa njegova usode zelo huda zgodba. On je potem pribežal, dobil zavetje v Stični, samostalno v Stični. Že prej sem načela ravno to temo primerjave med poezijo narodno-osvobodilnega boja in seveda poezijo, ki je nastajala ne samo med domobranskimi vojaki, pač pa tudi med kristjani in vsa ta je zbrana tukaj v tej knjigi. Med tistimi, ki so seveda bili na nek način zaradi svoje vere, zaradi tudi svojega čaščenja križa, Kristusove smrti in seveda zlasti Boga, spominjala na Kristusovo smrt in čaščenja Boga, ki so bili zaradi tega preganjani, zatrti. Kako vi doživljate to razliko v poeziji? Izpostavila sem, vendarle jih vežejo vendarle jih vežejo iste teme, ljubezen, tudi sva rekla ljubezen do domovine, hrepenenje po domu. Edina tema, tako rekoč, ki je seveda, je vera v Boga in upanje. To je pravzaprav edino, kar na nek način po tematiki in snovi ločuje eno in drugo poezijo. Ne, ni samo to, je tudi odnos do vojne. Prvo stran je zelo aktivno, zelo brutalno, lahko rekli, zelo nasilno, skratka gojeno uporništvo, ker če ni bilo tega v pesmi, potem pesmi ni bila objavljena. In smo našli najbolj kvalitetne pesmi na prvi strani, zdaj govorim, v njihovih domačih arhivih, ki se jih niso upali pokazati. Če so pa jih, so bili pa zato okarani, to je bilo še najmanj. No, druge strani pa gojila to pasivni pristop do boja. In to se je potem na koncu izkazalo za tragično. Da bi, ker so verjeli, zaupali, da je ta pasivna rezistenca, če se temu tako reče, bolj primerna za ohranjanje slovenskega naroda. To je bila pač politična odločitev, ampak to govorim zdaj res prostega vidika. Drugače po pesmi nastajale, seveda tudi meni na drugi strani pravim, ljudje se niso upali, se niso smeli, ali pa še najbolj pa se niso upali med seboj pogovarjati. Pogovarjali so se s papirjem, na papir so potem prenašali svoje stiske, svoje bolečine, niti svojimi bližnjimi ne, zato ker je v eni družini lahko dvojati na eni strani, drug na drugi. Tako je bilo, mi si tega ne znamo, ne zmoremo predstavljati, kako je to bilo. Kogar so pograbili, da tisto stran je moral iti, če hotel ostati živ. Dejstvo je bilo tako, najbolj, če pa ne, je pa hiša pogorela. Marsikdaj je bilo tako, ne, mislim, govorim iz konkretnega, nočem reči izkušenja, ampak iz konkretnega gradiva, s katerim sem se prebijala ob tem gradivu skozi, da bi čim bolj odkrivala dejstvo. Skratka, ta pasivnost pa aktivnost, pa seveda res odnos do vere, vera sama.
tudi na prvi strani je veliko takih motivov, da ne bom spet krivična. Recimo, kam pa naj pravzaprav prisojamo talce? A so na prvi ali na drugi strani? Kje so talci v tem primeru? No, to se prvič tukaj sprašujem. Talci so bili nedolžne žrtve, prve strani danes ugotavljamo, ne? In ko so bili v stiski, ko so se poslali od sveta v domačih, je veliko srčnih izbruhov oziroma iz stisk, izjav, zaupanja v Boga. Ampak talce kot take je nekako posvojila prva stran. Od njih ponovadi so oni postavili, toliko talcev je bilo. Zakaj se bilo to toliko, se pa ni jasno povedalo. To se danes ve bolj, kot smo lahko včasih o tem presojali. Sploh pa generacija, ki je to samo lahko v šolah slišala o teh rečeh. To je tako zapleteno, tako kompleksno rečejo, res, da ni mogoče imeti črno-bele predstave v tem času. Je ni mogoče imeti. Tukaj so pa na tej strani, na drugi strani, je po veliko izrecnega zaupanja v Božjo pomoč, v Boga, v Marijo, v svetnike, izrecnega. Medtem ko na prvi strani pa to manjka. Pa je lahko tudi bilo, samo ali se ni ohranilo, ali so se, ne vem, to ne morem. Čeprav sem na veliko poglavje prav na to temo, tudi pri prvi strani napravila in sem ponosna na urednico Borca, Mileno Štrajner, da je bila pripravljena to objaviti v Borcu. Res ponosna sem na njo. Takrat smo obe verjeli, da delava nekaj velikega, da smo to skupaj počeli. Omenili ste vero. Vendarle so tudi pesmi, ki pričujejo o tem, kako težko so v takih res okrutnih razmerah, vojni, vihri, v zrenju mrtvih ohranjali to vero. Zato so tudi pesmi, ki so naslovljene, Ko Bog molči. Trnjo oklep bolesti grlo stiska, ni pesmi več, možatih besedi, pogovor tih, globoko vzdihovanje, ljubezen v srcih nam medli. Ko Bog molči in bič nas le preganja. O strašni bič, krvavi bič, nevere, lakote in razdejanja. Ko grob za grobom zemlja nam odpira in rod za rodom v tuji svet izgnan, od rešenika čaka strt zaman. Ko smrt naš rod slovenski žanje in čakamo le svoje zadnje ure, prihajajo še včasih sanje. Ponikle so šolme nam iz globine, privrel bo vrelec živ, močan, napolnil sahle struge domovine, v življenja vroči, novi dan. To je ta vera, ki jo vendarle ohranjajo. Sami ste omenili, da je kar nekaj pesnikov, ki so že uveljavljeni v tej zbirki, recimo France Balantič. Ste pa tudi nekatere bisere odkrili vi, recimo to je ravno pesem Antona Seliškarja, in ki bi si absolutno zaslužil samostojno zbirko, pa zanj tako rekoč pred izdajo v tej knjigi še nismo slišali. In seveda se človek, literarni zgodovinar, zato sprašuje, koliko je takih knjig, ki so zamolčane, ki niso vpisane v našo slovensko literarno zgodovino, pa bi morale biti. Balantič je danes morda izjema, prej ko ne.
in koliko smo izgubili. Morda nekaj o tem. Prav, da ste omenili Antona Seliškarja, nega mešati s Tonetom Seliškarjem. On je bil na prvi strani, menda je delal zelo krute reči, mene zovno strese, ker zdaj, ko to vem, ko sem tako z veseljem prebirala njegove mladinske zgodbe. To je pa Anton Seliškar. Vse kaže, da po rojstvu nekje iz okolice Slovenj Gradca, čeprav pesmi njegove smo pa našli, to je dobila Zdenka, to je njena zasluga, na Vrhniki. In listi so ožgani, to se pravi, da so rešeni iz požgane hiše. In prav, ko sem poslušala zdaj pesem njegovo, sem dobila tako močno primerjavo. Tako kot je na prvi strani ena žena, mislim, da je bila Ivana Strletan iz okolice Cerknice, pisala o tem, kako so pač požgali Italijani njihovo domačijo, da so bila od tega ognja na jablani pečena jabolka. Pretresljivo do konca. Po drugi strani pa on, Anton Seliškar, piše o tem, kako, to ne more biti izmišljeno, ampak o tem, kako je iz porušene hiše ostala samo mrzla peč. Mislim, katera stran je zdaj več vredna? Vsi smo ljudje, vsi smo otroci istega očeta, isti zrak dihamo, enako zgodovino smo imeli. In da sem jaz vzdržala pri tem delu, z vsem spoštovanjem, je bil moj kriterij, vsi so trpeli. Ne bom jaz presojala, kateri so bolj trpeli, to ni mogoče, ampak vsi so trpeli in to je bilo tisto, kar povezuje obe strani. Tukaj je enako. In še nekaj prav v tej knjigi, no, sem jo ponesla vašemu gospodu župniku, sem mu povedala, da sem to knjigo najbolj težko delala, ker je njena snov najbolj težka. Najbolj težka. Tukaj je to krvi, no, mislim, krvi je najbolj še več v knjigi, ko sem obdelovala pesmi iz Prve svetovne vojne. Ampak neka vrsta pač tega, kar nam je vsem hudo, da se je to med nami dogaja. Zato sem strašno trpela pri tej knjigi, ampak, da sem pa pozabila, kaj sem pravzaprav hotela pri tem povedati. Na koncu sem dala primerjavo Matere Slovenije, ker to po oboji Materi Slovenije imajo za mater. In sem dala primerjavo, da ta mati v eno roki prijema eno stran, v drugi roki pa drugo. In katerega ima rajši? Katerega ima rajši, če imamo? Katerega ima rajši? Ja, oba, ampak jaz sem vendarle ugotovila tistega, ki je še bolj trpel. To je bila moja, recimo, je treba se opredeliti, ne se je treba opredeliti, oba, seveda oba. Ampak kdo je še bolj trpel, ampak ne bom pa presojala, kdo je bolj trpel, tega pa ne bom. Tega pa jaz ne morem, ne smem, ali pa kdorkoli najbolj tudi ne. Vsak zase najbolj trpi. Hvala lepa. Morda samo za zaključek še tudi ena pesem, pa vendarle iz cikla ljubezni, da ne bomo končali samo s tragičnimi toni. Tu je precej poezije Ignacija Lavriča, ki ste jo objavili v tem sklopu. In to, da so zbrali moč ljubezni
V takih hudih časih je morda tudi sporočilo današnjega večera. Zato želimo zaključiti na ta način in potem seveda tudi z radostno glasbo. Ignacij Lavrič, Moja pesem. Vse čase, vse dobe na tnalo bom dal, z njih zlate besede bom tebi skoval. Cvetice po polju bom šopek nabral, ga tebi na prsi ljubeče pripel, na tvojih bolicih rdeče cvetel. Vse misli v srebrno bom čašo ti zlil, zrneje v temnih te urah bom ljuba pojil. S pijačo skrivnostno gorjeti hladil, lahko ti pobožal bom z roko lase, ljubeče pritisnil te bom na srce. Torej, tudi v teh časih je bil prostor za ljubezen. In enako jo moramo najti danes. Ljubezen, ki jo nosi akademikinja, profesorica, doktorica Marija Stanonik, je neizmerna ljubezen do dela, do slovenske umetnosti, kulture, do slovenske poezije, do slovenske folklore, do naših ljudskih običajev, vsega, kar smo ustvarili kot našo dragoceno kulturno dediščino. In morda se v tem trenutku ne zavedamo, kako zelo dragoceni so ljudje, ki nam pomagajo to ohranjati. Ljubezen, ki jo lahko nosimo v srcu mi, pa je danes imenitno povzel tudi gospod župnik, v podobi križa, ki se ga danes še prav posebej spominjamo. Križa, ki nas uči, kako povezati nebo in zemljo, in ki nas uči, da znamo gledati levega in desnega soseda in vsakemu podati svojo roko. Naj bo to sporočilo tega večera, ki ga bo zaključila mladost. Naš mladi glasbenik, kitarist Luka Kavšek, izvoli.
To je bil zelo z najne strani vse. Če bi kdo želel seveda kupiti knjigo, jo danes lahko ponudimo po polovični ceni. Morda pa je še kakšno vprašanje. Kar izvolite. Dobro. Boste se potem pri meni oglasili. Če ni vprašanj, se potem seveda mi dve. Prav lepo se zahvaljujem za ta lep večer. Pa eno tako skromno darilce, nekaj belokrajinskega, ne? Če pridete v Belokrajino, pa treba nekaj belokrajinskega dobiti. Tole so delali iz varstvenega centra, ne? Notor je ena knjiga o Dragatušu. Dobro, to je naša. To sem jaz v Župančiču pisala, tako da to bom zelo vesela. Potem je o spomeniku, ki ste ga zdaj videli, pa eno tako nove knjige notri daje. Kazalka. Ja, kazalka je tudi tako narejena, tam je zelo všeč. In pa en angelček, pa nekaj za popiti. To je pa veliko zdaj že tu. In v kateri je tudi ena knjigica, pa tako da tudi vam vsem skupaj hvala, da smo bili lahko skupaj ta večer. Sem vesel, dalo bi se še marsikaj povedati, tudi in o belokrajinskih pesnikih. Mi je tudi všeč, da smo nekatere tudi nekoliko ven, recimo papeža, ne, in še druge. Se mi zdi, da izmeraj znova odkrivamo to domoznanstvo in da ga je treba tudi v Beli krajini še nekoliko bolj graditi in se tega tudi še bolj zavedati, ne? Kako so tudi Belokrajinci dobri. Ravno zadnjič sem gledal Odeon, recimo pišejo zmeraj znova o kakšnih možeh, ne, ženah, pa je kar dobro, pa bi se lahko še kakšne, recimo Beličiča, mislim, da še ni bilo notri, ne? Da, in še koga, ne? Tako da mi je, ampak kljub temu je pa zelo velika zbirka, ne? Ki tistemu, ki to dela, je to lahko zelo, tistemu, ki išče, to že en tak velik vir. Tako da hvala vam, da ste nam tako tudi približali vse skupaj. Bog povrni, kakšen drugega reči.